Tole pa ni samo klasična kubi hiška, ampak je poleg tega, da ima funkcijo shranjevanja, je tudi namenjena, da je taka mini delavnica. In ko imamo pauzo, se spodobi, da se imamo tudi kam za usest, pa da se lahko malo spočijemo. Zdajle je v bistvu jutro in imamo tukaj luštno senco, pol popoldne pa gre tukaj sonce naprej. In dizajn te hiške je Black Edition. Zadnje čase tudi zelo veliko takšnih v tem Black Edition dizajnu naredimo. In tole konkretno je prefa pločevina v antracit barvi. To ni klasična pločevina, kleparska oziroma tista za kontejnerje. To se uporablja v bistvu za nadstandardno gradnjo, za kakšne moderne, ultramoderne hiše tudi na strehi in na fasadi. Evo pa še malo več o hiški. Tale je kar zelo velika, ta je nekje 6x3 metre ali pa 6x3,5 velika, se pravi ima skoraj 20 kvadratov in tukaj noter se res da spraviti cel kup ene robe. Tako da tudi, ko je vse lepo noter zložen, ni tega utesnjenega feelinga. Na tej parceli konkretno se to da narediti, ker je dovolj velika in ker tudi hiška v bistvu zelo lepo poživi potem celoten dizajn tega vrta. Tukaj imamo še en napušč in na tisto stran ga imamo LED lučko spet z namenom, da imamo zunaj tudi malo ambientne svetlobe na vrtu. Je pa tukaj še ena posebnost, ki vam jo tudi vsake toliko časa malo pokažem, pa vas spomnim, da se da tudi to narediti. Tukaj noter imamo parking za električno kosilnico. In kosilnica sama gre ven, pokosi travo, se parkira nazaj noter in je v bistvu pod streho, se pravi je zaščitena pred vremenom, vremenskimi vplivi in hkrati ni nikomur v napoto. Pa še tukaj spodaj, ta prostorček je postavljen direktno pod delovnim pultom, pomeni, da tudi noter nič prostora ne vzame. Da ne pozabim povedati, tole je tudi hrovat produkt, takšnih stvari smo včasih zelo veliko naredili, zdaj sem pa še kakšno naredimo, ker je naš glaven fokus na kubih hiškah, ampak dizajnersko še vedno paše zraven. Tale hiška je tamle v kotu parcele tudi narejena nekako pod kotom, zato ker parcela ni čist pod kotom 90 stopinj, tako da tudi te zadeve se da pri nas lepo prilagajati, da dejansko hiško stisnemo čisto v tisto vogal, ki si ga želimo maksimalno izkoristiti. Zdaj pa šibam na naslednjo lokacijo, kjer vam pokažem podobno hiško, ampak bo imela umetno fasado, toliko, da imamo za primerjavo, kako izgleda še tista. No, tole je pa ta druga, ki je dejansko zelo podobna tisti, ki sem vam jo prej pokazal. In tle lahko iz prve roke vidite, kako izgleda fasada umet v primerjavi s tisto iz prefe. In pa vrata, v tem primeru dvojna, zato da je res velika površina za odpreti. Evo, takole se tole odpre in tukaj imamo res veliko prostora za shranjevanje. Tako da tale ima še en tak lep detajl telih LED luči in pa les v tem primeru je oljen. In tole olje je, zdaj mislim, da hiška stoji 1 leto, je kar lepo preprečilo, da bi tale hiška sivela, ker je tudi vse skupaj pod napuščen, ker je lepo pod streho in s tem tudi olje v bistvu ohranja svoj videz in se ne spira dol. Napušč, se pravi slab meter napušča v tej smeri in potem tudi v tisti smeri. Velikost podobna kot na tisti hiški, tako da dejansko, kera je lepša, kera je boljša, to je bolj stvar okusa, pa predvsem stvar tega, kako to umestiti v kombinaciji z stanovanjsko hišo. In tukaj je tudi stanovanjska hiša v kombinaciji macesna pa ometa in tale vrt zgleda res dober. Tako, konkretno, moderno in estetsko. Kot zanimivost, tale hiška ima tukaj gor tudi zeleno streho. Zakaj je to mišljeno? Ker iz stanovanjske hiše, iz gornje etaže, se pravi tam, kjer so spalnice, se tudi iz vrha vidi kubi hiško. In če zelene strehe ne bi bilo, se pač na ravni strehi občasno tudi nabere kakšna svinarija, kakšna luščica gor ostane in tisto ni lepo videti. Če pa damo gor tako lotravco, je pa tudi, če pogledate iz spalnice, ko stojite na balkonu, pa gledate dol na dvorišče na vrt, je videti res lepo. Tako da za moderne, minimalistične vrtove je tole kar ta prava varianta. In jaz sem vesel, da ste tudi danes prišli z mano do konca tega vloga.
Ne pozabite nas slediti na Facebooku, profil Hrovat, Instagramu profil Hrovat, TikToku, pa na LinkedInu profil Jaka Hrovat. In ne pozabite slediti tudi, kaj razvijamo pri modularnih hišah. Mogoče je modularna majhna hiška vaš naslednji dom ali pa vaša naslednja počitniška vikend hiša. Tako da ostanite z nami. Se vidimo. Čau, čau.